Dobro došli na Odsvirki podcast. Živi in pusti živeti. Ja, Ško mislimo. Zelo se mi zdi, da so te teorije tako narejene, da so zelo povezane z nami. Ja, sem ti rekel prej, da mislim, da je to posledica tega, da jih pač nismo še enkrat videli in kaj druga si ne moreš izmisliti. Čeprav itak, da imamo zdaj take, verjetno so od začetka, se pravi, da jih je več kot 70, ampak ima zdaj malo bolj preletela, sam če so kakve zanimive. Zdaj imamo še 61. Ja. Vesoljci so zeleni, se pravi so ekološko... Tako zeleni. Ja, top. Ekološko osveščeni, da so omejili svoje širjenje, da bi zaščitili galaktične vire in ekosistem. To bi mi tudi mogli. Ja. Labi se ravnali po njih. Mi je všeč, so doma. To piše. Za Božič bojo doma. Že starši delajo. Ja. Pač se pravi, da se ne zanimajo za nič, da pač hočejo biti doma. Fair. Old is gold, is stari, top. Tale je pa mogoče nekaj, kar je veliko debate zadnja leta, da preti naši rasi. In sicer, da so postali toliko zadovoljni z navideznim ali virtualnim življenjem, da jih fizična raziskovanja ne zanimajo več. Ja, se to pa podobno, ko mi pa res, ja. Ja. No. Se pravi, da živijo v nekem metaversu, ker so ugotovili, da je to lepše, da je lepše tako živeti, ko pa dejansko okoli nekaj iskati, pa živeti v resničnem svetu, ali kako bi rekel. Plausible, ampak jaz bi rekel, da pa še vse, da tudi za nas se mi zdaj bo, to je zdaj druga teorija, ampak da je za nas, če dalje bolj bo veljalo to, da je tisto, kar je organsko, pa tisto, kar je v živo, da bo to luksus. Ali pa recimo kot način prehranjevanja, mogoče v, ne vem, čez ne vem koliko let, da boš lahko recimo sam tablete jedel, boš pojedel 3 tablete na dan recimo. Velik luksus bo pa tistim, ki bojo lahko si privoščili recimo svežo neko hrano. Ja. Da je to res nek tak užitek, ki si ga ne mora vsak privoščiti. Ali pa karkoli takega. Ali pa da bo recimo tudi življenje tako omejeno, pa narava toliko okrnjena zaradi naših posegov, da boš recimo ti, da boš lahko šel na sprehod, boš plačal ful, da boš si lahko to privoščil. Da se bo obrnal v bistvu, da bojo samoumevne stvari postale luksus. Tako je. Pač vse, kar je za nas life pa boring zelo, bo pol nekaj, kar si ne mora vsak privoščiti v bistvu. Čeprav, vse mislim, da se tu začenja obračati nazaj, da gremo nazaj v zeleno mogoče. Ampak smo še vseeno drugega ful preveč destruktivni, da bi to zdaj funkcioniralo, pa da je bilo to da je bil to ciljno, je še vseeno nekaj grit za enkrat. Kapitalizem. Apple, kako se že reče o temu produktu? Ko imaš te špegle, Apple Vision. Apple Vision. Se to je bila zdaj, a ni bilo pred kratkim, da mislim, da je Zuckerberg napovedal, da bojo ti ne vem kakšna očala zamenjala. Ja, se je že kao neke demo kazal. Odmete to, ne? Ja. Sam je zanimivo, ker že recimo ta očala, ki so jih naredili, kdo je to naredil? Te goggles, kako se že to reče? Kao VR pač. Ja, na to fora, nekaj časa je bilo ful popularno, da pa je folk to ful kupoval, ampak sem videl, da to ful zdaj zapadli, da to ne vem, če kdo uporablja. Da je bolj gaming. Tako je, čist sam gaming pa imajo. Ali pa za neko simulacijo, naprimer, prej se bo to po moje uporabljalo za kakšne treninge. Mislim, ker Apple Vision že po mojem zato generalno ni toliko uporabljan, ker je bila taka absurdna cena. To sigurno, ja. To tudi, ja. Ampak jaz tudi, če bi si ga lahko prvošil, ne vem, če bi ga imel. Ja, ne vem, kakvi so sploh benefiti trenutno tega, ker recimo tudi Tesla načeloma ne rabiš, ne? Ja, kaj mislim, pa ful bizar, mislim, ne bom zdaj rekel tak bizarna cena, ampak še vsem, pa si pač, pa si marsikdo to kupi, ne, ni taka stvar. Tudi ti goggles so tako,
Se mi ne zdijo zdaj toliko dani, da ne bi bili nedosegljivi, ampak očitno ni dost funkcionalno oziroma ne služi dovolj pravemu namenu. Ja, ok, da zaključimo s temle, da ne bomo rešla do 69. Sam na hiter, take, ki so sicer ful smiselne, ampak mogoče ne dobijo toliko pozornosti, ker so pač dolgočasne, da smo spregledali njihove signale, da ne gledamo, kamor bi mogli, da pač da ne razumemo njihovih signalov, da smo jih pač dobili, pa jih pač ne štekamo. Ja. Ali pa, ne vem, da uporabljajo neke frekvence, ko jih mi ne poznamo še, da nam signalizirajo stvari. Take. To je to po moje, ker nismo mi sploh mogoče toliko razviti, ali pa ni naš vid ni prilagojen temu, da bi sploh videli neko tako, če hočeš, civilizacijo oziroma obliko iz vesolja. Se pravim, to zdaj spet filozofiram. A se spomniš, ko je bilo kakšne 10 let nazaj, ko so poslali nekam v vesolje nek satelit ali ne vem kva, in so gor dali slikico, kako mi izgledamo, pa kako se sporazumevamo, pa to. Ja, slikico, to sem zdaj zelo banalno povedal. Okay. Ampak poslali so sliko ženskega pa moškega, pa neke te naše simbole, pa tako we come in peace. Ja, a niso že... Tako da oni dejansko razumejo, pa vidijo isto, kot mi. A niso že full dolg nazaj? Ja, full dolg. Eno, neko tako, a bi rekel temu časovna kapsula, poslali, ko je noter nek CD, pa za CD? Ja. Grem pogledat, kaj je... To za CD pa res ne vem. Pač kar bi predstavljal našo kulturo tistega časa. Čez 10 let še mi ne bomo mogli CD-jo gledati, že zdaj ga težko moraš imeti burner, pa ne vem kaj več. Ne vem, to... The Voyager Message. Ja. Se pravi, da je neka fonografska 12-inčna, se pravi, ko je to 30 centi. Lahko pa da je to. Bakren disk, ki ima gor zvoke, slike, ki pač prikazujejo človeško kulturo. In na kakšen način se to predvaja, pa? Nimam pojma. To je zgleda kar, ne vem, a se lahko to predvaja sploh, ali so kar pač slike gor, nisem ziher. Upam, da se predvaja, pa da rabiš imeti gramofon. Mhm. Pa vinilka mora biti tako da res. Ni kar za vsazga. Ja, za zbiralce. Ja, pa tale mi je bila pa še recimo zanimiva, da recimo, da je ta neka civilizacija v sporu z drugimi civilizacijami, ki pač ena drugi preprečujejo, da bi se širile, ker se pač preveč en z drugim ukvarjajo, ne vem, ali imajo vojno ali pa nekaj taka, ali pa... To je zdaj za nas mišljeno, ali za njih? Zakaj jih mi še nismo videli? Da se oni ukvarjajo, pa da imajo vojno, ali mi da imamo? Da imajo oni, z neko drugo civilizacijo še. Aha. Je to tudi možno, sploh glede na to, koliko je sploh to veliko, pač koliko je vse skupaj, ne? Ja. Ali pa ne glih, da imajo vojno, mogoče da jim ena civilizacija pač na nek način preprečuje, da bi se nam prikazali, ne? Zanimivo. Deč pa zdaj sem našel tole čisto, o čemer sem govoril. Čakaj sem da rečem, da prevedem. Je pa bil to Nasin projekt. Mogoče je ista stvar, ker je Voyager tudi Nasin projekt, kakor vem. A ja, no sej, glede na to, da sem Nasin s tem ukvarjal. Tegač pa to je plošča Pioneer oziroma Pioneer Plague. Je znano sporočilo namenjeno morebitnim zunajzemeljskim civilizacijam in je bila nameščena na sonde Nasinega Pionirja. Pionir 10 pa Pionir 11. Ampak to so izstrelili že v zgodnjih 70-ih letih 20. stoletja. Zgleda, da, ne vem, govorimo o isti stvari. Na plošči so prikazani slednji elementi. 2 človeški figuri, to je tisto, ko sem rekel, gola moški in ženska. Moški ima dvignjeno roko v pozdrav kot znak miru in prijateljstva. Come in peace, ali kaj, ne vem. Obris vesoljske sonde, ki je prikazan v ozadju in bi morebitni opazovalci lahko razumeli razmere v velikosti med človekom in sondo. Veš, kar oni kar vejo, vsaj na tem. Prosti, se pravi, Pioneer 10 pa Pioneer 11, o tem ti zdaj govoriš. Sta bila plovila, ja, tako?
sta predhodnika Voyagerja 1 pa Voyagerja 2. Aha, okay. Je pa vse to od NASA. To bi si mislil, da se oni s tem ukvarjajo. Pa da ti še povem, kaj ima naprej, pa imaš pa gorče. Zvezda si vzorec na levi strani predstavlja položaj našega Sonca, glede na 14 pulzarjev, to sploh ne vem, in središče galaksije. Veš, spet smo mi čisto v sredini, ne? Ja, valjda. Predstavlja položaj našega Sonca. Veš? Ker oni, ne vem. Še dobro, da zdaj sem kar uporabil izraz oni. To je čisto samoumevno. Pomaž pa še gore narisan še krog in lok spodaj, prikazujeta naše osončje s potjo sonde, ki zapušča Zemljo in potuje mimo Jupitra. No, spet omenili neke planete, ki smo jih mi poimenovali, ko pač, ker pričakujemo, da oni poznajo, zdaj full hate mogoče tole. Da ta pač poglede oni kar za vse vejo, ne, od nas. Pa zraven smo še pa dodali simbol vodikovega atoma. Kaže prehod med dvema najnižjima energijskima stanjima neutralnega vodika. Ne vem, in to je univerzalna referenca z dolžino in čas, ker to oni tudi uporabljajo. A miš, da imajo ameriški sistem ali imajo metrični sistem? Ne vem. Ampak jaz mislim, da to ni bilo tako. Da to ni bilo tako slabo preštudirano. Ne, sigurno ne, ampak tako. Je pa bilo to, tako sem rekel, 1972, človeštvo se že kar nekaj časa očitno ukvarja z nezemljani. In to je bilo prvo fizično sporočilo človeštva, namenjeno katerikoli inteligentni obliki življenja. Kaj pa so vesoljci? Ja. Jaz verjamem, da obstaja sigurno vrsta izven Zemlje. Tudi če so neki enoceličarji, so v bistvu to vesoljci. Jaz bi raje vzel neko vrsto, ki je mi ne poznal, pa ki ne obstaja na Zemlji. Ja. To bi bilo zanimivo vedeti. Jaz ne bi zdaj rekel, da so enoceličarji. Bolj se mi zdi zanimivo, da bi rekel, da obstaja neka vrsta, ki je sploh ni na Zemlji. Tako da to drugače, po moje, kot enoceličarji, ko se omeni. Pa to niso bakterije, pa niso, veš... Že to bi bilo ful zanimivo, še next level bi bil pa, da obstaja inteligentna civilizacija. Kakva pa neinteligentna civilizacija? Je to, ko si ti rekel, je lahko neka vrsta pač nekih živali, ko so na nekem planetu, a veš. Ko pač samo se razmnožujejo in prehranjujejo. Jaz bi rekel, da tudi... Aha, tukaj še pol dodatek, da morajo biti inteligentni. Ja, ne vem. Ker bi zdaj rekel, da obstaja sigurno pol tudi inteligentno in neinteligentno, ker obstaja pa tudi, ne bom rekel živali, ampak bitja nekje izven Zemlje. Da je oboje. Ja. Nekaj me še zanima en podatek. A bi rekel, da obstajajo že skozi... To je zdaj klasifikacija teh biti, a bi rekel, da obstaja na Zemlji bitje, ki je nezemljan. A veš, sam to ni pol nezemljan, ne? A je nezemljan isto kot vesoljci? A smo mi kot zemljani vesoljci in so nezemljani vesoljci, smo obi vesoljci in se pol deli sam na zemljane in nezemljane ali ne? To verjetno nekje pišem, pa kaj ti misliš? Mi smo vesoljci za nezemljane, bi jaz rekel. Razumeš, kaj mislim povedati? Ne, še enkrat povej. Pač vesoljci, če v vsem tem primeru na aliens, nekaj, kar ti je tuje, nekaj, kar ti je alien, ne? Vesoljci so torej tisti, ki so nezemljani. Ja? Zemljani... Kaj smo pa mi za njih, ko si rekel? Mi smo pa tudi za njih, mi smo pa za nezemljane isto vesoljci. Aha. Ker smo njim tuji. Okej. Tak, to se strinjam, ja. Okay. Teč pa ena zanimivost, kar si verjetno sicer vedel, ampak po trenutnih ocenah raziskav med 2024 pa 2025 je raziskano manj kot 25% morskega dna. Tada, kaj vse je še lahko, je ti, ko greš v morje, v bistvu se pridružuješ. Misteriozam. Kaj je to 75% stvarem, ki jih v bistvu še ne poznamo. Ja. Mislim, ko greš ti v morje, si v 25, ne? Dobar, okej. Ampak zdaj, če gledaš, jaz sem to kar povezal, da ko stopiš v morje, si zdaj, te pa stopaš v neraziskan teritorij. Dejansko, si povezan z njim, ja.
To je kar creepy. Manj kot 10% svetovnih oceanov je podrobno raziskanih. A si bil kaj fasciniran kot otrok nad temi globokomorskimi ribami, z temi lučkami, pa temi zobeki, pa me je bilo to ful zanimivo, ko zgledajo res kot vesoljci v bistvu. Že to z lučko je čisto insane. Ja. Ko on privablja ta z lučko, on privablja v bistvu si hrano, ne, na nek način. Jesus Christ. Noro. Se pravi, 3/4 morja ni raziskanga. According, ja. Zdaj pa je tudi zdaj projekt Seabed 2030, katerega cilj je, da do leta 2030 popolnoma kartira dno vseh oceanov. Kartira samo. Torej ne zdaj, da raziščemo, kaj vse je noter, ne zdaj biološko, geološko. Oziroma geološko, ja, ne pa biološko, pa kemično, naprimer, ne. Zdaj, ovira je pritisk, ne? Kakor vem. Ja, sigurno. Da nimamo tehnologije, ki bi zdržala take pritiske. Tako je. Oziroma tehnologije, ki bi lahko zdaj po moje locirala tak nizko. Sam zdaj nekaj, da ti zdaj geološko lociraš po moje morsko dno, nekaj pa ti dejansko zdaj raziščeš, kaj vse še je, ne? Da greš tja dol, ne? Misliš, da obstaja življenje tak nizko? Ja. Odkrili smo že življenje v pogojih, ki smo mislili, da so nemogoči. Naprimer lava. Ja. Se pravi, teoretično pol je možno, da obstaja nekaj, kar se je prilagodilo tem pogojem, ne? Kot je tak visok pritisk. Zdaj bom še eno stvar pogledal. Razen, če je to tak ekstrem, kot je sonce, naprimer, ne. Aha, da tam pa ne more nič obstajati. Ja. Je prevroče. A niso da gre za ščurke govorili, da so zelo odporni? O, res? Lahko karača? Lahko karača, ja. Ti veš, da obstaja slovenska verzija te pesme? O, ne, res. Naš mučačo še je naš mučačo še vem, sam je isto lahko karača. Naš mučačo šel je spat. Zdaj se ni več kaj zabati. Ja, je tako. Pa če gre to sploh do Me je to Ana naučila na Majorki, da je slovenska. Majorka. Ne hecam se, ampak pela smo si to lahko karačo in smo šla proti hotelu in je gospod lahko karača čez cesto prišel na hiter. A to zdaj je ščurek? Ja. Dobro, da si povedal, da je bil. To smo mi drugač v osnovni šoli pre glasbi pel. Slovensko verzijo. Ja, mučačo te. Drugač pa zaenkrat najgloblja točka oceana, ki smo izmerili, je nekje v zahodnem Pacifiku, južno od otoka Guam. To kaj pomeni in je 10.935, skoraj 11.000 metrov pod gladino morja. Podmorske nižine. Se pravi, najnižje dno je... Ja, to je bilo zmerjeno do 2,23. Najnižje dno je nižje kot najvišji vrh. Insane. Koliko je Himalaja tisočakov? 8? Nekaj takega, ja. Plus še 3 kilometre, pa še nekaj, ne. Zdaj gledam, pritisk tam je pa na 1100 barov. In je 1100 krat večji kot na površju. To je rekel moj ata, da ko se srečata spodnji pa zgornji pritisk, se srečajo tudi vsi znanci. Pepsi. He's dead. Čakaj, še nekaj tule sem zanimivega našel. Na taki globini je pritisk tako velik, da bi jeklena krogla z debelimi stenami lahko implodirala. Torej tudi podmornica bi to... Kaj bilo pa z ono podmornico takrat, se ti spomniš, kaj je bilo? Sam takrat je bilo nekaj narobe, ne? Nekam so trešli, se mi zdi. No, se nima to je bilo kaj neki Angleži so bili, se mi zdi. Neki, ja. No, saj to nima veze. V glavnem... Kaj je implozija v bistvu? Da ga skup stisne. Eksplozija je ven, implozija je noter, ne? Okay. Po moje.
Ne bom preveril, zdaj to me ne zanima. V redu, imaš še kakšno drugo zanimivo stvar ali pa kakšno teorijo, ki bi hotel še deliti? Imel sem še sicer nekaj priklopljeno, pripravljeno. Okay. Pa bom mogoče pustil za kdaj drugič, ker je malo obširnejša tema. Okay. Ampak bi se pa mogoče sredotočil, ko smo se prejšnjo epizodo pogovarjala, nekaj časa smo namenila temu, da se trudiš bolj živeti v trenutku. Ja. Tudi, da se jaz trudim, ali to nasplošno? Kak? Tudi, da se jaz trudim, ali nasplošno? Ja, pa ko sem pozval, da ko se vozi kdo, da ne skozi posluša, da nisi skozi stimuliran. Da si dovoliš, da si pa da ko bored. ješ, da res sam ješ, pa to ne. Da si dovoliš, da ti je dolg čas tudi? Tudi to. Okay. In je povezavi s tem ena zgodba Grk Zorbas, Zorba the Greek. Okay. In je tudi znan, mislim, da film potem posnet, mislim, da črno-bel. Je pa to od enega grškega avtorja in je o tem, kako se srečata na nekem popotovanju, eden, ko je ful racionalen, pa ful bere, pa ful študira, pa nekdo, ko je sam pač totalno živi skozi v trenutku, pa je mogoče celo malo primitiven, se je lahko, mislim. Pa zelo čustven. Štemajo. Me zanima, če se to sliši. A se sliši to na mikrofone? Upam. Gospod... Ja, po moje so vibracije, nekaj se bo slišal, po moje. Ja, nima veze. V glavnem eden nekaj tule ureja v enem stanovanju. Koš, a si za brado? Ne, nisem za brado, sam ne vem zdaj, a ne govorim ali ne. Ko ne vem, kako se sliši. Verjetno to ne bo zdaj še dolg, tako da ja. V glavnem, in se ta dva, ki sta totalno nasprotna pola razmišljanja, okay. pravi čustven, primitiven, racionalen, neki intelektualen tip, srečata in postaneta ful dobra prijatelja, sicer med njima je ful velika starostna razlika, tudi se mi zdi, mislim, 20. Starejši je on, ko ful v trenutku živi. A je starejši on, ko trenutku ful zanimiv? Ja, on je star 40-50 let. On pa 20, ali kaj? In to je ta Zorbas. Čekaj, starejši je ta, ki je primitiven, pa živi v trenutku, pa stari nekje 40, on, ko je pa intelektualci pa 20 let, recimo. Ja, nekje med 20-30, tak študiozen tip. Ok, dobro. In on skozi nekaj bere. In skozi nekaj mleje. In jaz sem se z njim ful poistovetil. Iz kje pa najde svoje gradivo, sorry? Tak, bere neke klasike. Pa, aha, to je zdaj sam tako pač fakt. Ja, pač nek učenjak. In on v bistvu, ko opazuje tega kolega starejšega, začne pač razmišljati o tem, zakaj jaz skozi sam nekaj razmišljam, pa nekaj mlejem, pa moram nekako se z nečim ukvarjati. Zakaj se ne moram sam sprostiti tako tale? In sem bil tak shit. Evo mene. Evo men narode. In zelo je pač ta zgodba nek nauk o tem, ko smo tudi zanjčenkrat spregovorila o doživljanju življenja z otroškimi očmi. Da jih doživljaš stvari, kot da jih prvič vidiš. Da jih pač sam sprejemaš, kar pač dobivaš, pa tega ne, ker recimo, ko si ti z avtom zdaj peleš, boš totalno ignoriral, ko grem jim tebe, boš verjetno zamišljen ali pa poslušal nek podcast ali pa nekaj. Si z mislimi druge ne živiš po trenutku, pa da občuduješ kaj okrog tebe. Ja, in to je en nauk bil, drug nauk pa mogoče to, da pač pomembna je akcija. Pač, kaj ti delaš? In da če ti stalno bereš sam knjige, pa nikoli ne uporabiš tega znanja, to ni akcija, ne? Ok. A veš, on je skozi sedel, pa študiral, pa se poglabljal stvari, ni pa nikoli si dal niti priložnosti, da bi v resničnem svetu to znanje uporabil na praktične načine. Okay. Ker lahko bi tudi to znanje, ko ga je pridobil,
na take načine uporabo, da bi se bolj prepustil trenutku, ne, naprimer. Tako jaz, recimo, sem to knjigo prebral in bi mogel zdaj pač to povzeti, da probam na tak način malo bolj živeti, malo bolj v trenutku, bolj sproščeno, ker na koncu, če se osredotočaš na preteklost pa na prihodnost, gre vse mimo tebe v bistvu, ne? Ja. Sedanji trenutek. Tako je. Imaš kakšen, a si še hodil kaj? Lahko, malo Mene sam zanima, če bi zdaj, ko si veliko o tem razmišljal in ko si prebral to, dal kakšen napotek ali pa zdaj, kaj si ti recimo presep naredil takega, da pa živiš bolj lahko v trenutku. Ali pa kakšna usmeritev, ali pa čisto tako, kaj si ti zdaj spremenil, če si. Ali pa kaj boš, no? Predvsem so stvari, ko smo se jih v zadnjem podcastu pogovarjala, da, kar sem rekel glede hrane. Kaj si rekel glede hrane? Da ko ješ, samo ješ. Ok, da nimaš distrakcije vmes. Ja, da ne gledaš nekaj na telefonu ali pa da nekaj bereš zraven ali pa nekaj poslušaš. Mogoče sem se na to tudi osredotočil, ker se mi zdi, da imam malo pač težavo s prenajedanjem, da lahko ful hiter se prenažiram, ne? To je fajn. In da je lahko velik del tega, da ti je to distrakcija od nečesa drugega? Tudi, ampak bolj v smislu to, da ko ti konzumiraš tisto hrano, da sploh ne razmišljaš o hrani, ki jo konzumiraš. Sam nisi pa tak, recimo, gurman ali pa da bi zdaj, da ti je full fajn pač jesti in ti je full fajn ta feeling, kaj veš? Ampak to ima mejo, ne? Priješ pa tudi do tega, ko pa na koncu lahko obžaluješ, da si tukaj pojeda, naprimer. Žal nimam tega. Nimaš sploh, nikoli nisi tako šit, za kaj sem mogel zdaj to. Mislim, mentalno ja, ampak fizično počutiš se nikoli ne zdaj slabo zaradi tega. Ne dobim unga, da mi je slabo ali pa nekaj. Nikoli ne dobiš tega. Ker si zdaj tako, kaj sem se pa zdaj najedel. Res ful ne bi bilo treba še iti. Mogoče tudi zato, ker tudi ko se prenajedam, ponavadi to ni zdaj neka absurdno nezdrava hrana. Je pač veliko kalorij, ni pa to, da sem zdaj pojedel 2 vrečke meka, a veš. Ja, no itak boš, če si zdaj whole food, veliko boš, da se najedel s whole foodom, ko pa zvonim, pa še sem za telo, zdaj pa moje, to je zdaj slab justification, je pa samo mogoče, ni toliko slabo, kakor bi lahko bilo preko pa kaj druga. A si degač študiral, zakaj ti to fajn, mislim, se meni tudi. Pač veliko jest. Ja, mislim, sej veliko ljudem je fajn jest, pa uživajo v hrani, pa dosti ljudi ima pol, mislim, ti si lahko res en velik burden naredi, kako se to reče. Breme. Lahko si ti narediš breme s tem, da pač uživaš v hrani, ne? Ja. Zdaj pa kako to narediti, ali pa če si čistko, zakaj je zdaj tep to toliko fajn? Ja, jaz mislim, da je to zelo vezano, pač ne samo na to, kak si bil ti vzgojen glede odnosa do hrane, ampak tudi na to, kako imaš pač neurokemijo glede prehranjevanja. Ker enim ljudem je hrana res sam benzin. Pač nekaj malega moram pojesti, zato da prijem čez dan. In takim ljudem ponavadi, ko vidijo, ne vem, hamburger ali pa čips ali pa pač ustavi karkoli, kar je tebi dober, jim ne sproži to takega signala, zdaj pa moram tole požreti. Ker razumem, jaz pa lahko, imaš pa drugo skrajnost, kaj pa recimo pač moja ta neurokemija, da ne vem, če me eno vpraša, a bom zelo nekaj pojedla, bom. Pač ne bom rekel, lahko jem, pač mi je vseeno. Aha, si bolj entuzijastičen. Ja, seveda sem, ja. Nisi sam tako, I could eat tu, če si se najedam, ampak si še tako stopničko više v bistvu, kaj? Ja, I guess, ja. Zakaj misliš, da je to tako? Se pravim, da je to gensko pogajanje. Gensko pogajanje. Ja, ta neurokemija, pa kako so se ti razvili. To vse gensko možgani, pa tudi povezano z lahko nekim čustvenim blaženjem, kar se tiče, ko si rekel, da je lahko povezano z nekimi vzorci, ko jih imaš v drugih področjih življenja, ampak ne vem, res zaradi tega tudi opažam, ker je pač v sorodstvu večina ljudi istih kot jaz, glede odnosa do hrane. Ja, tako da malo je to
mislim, da bo nekaterim dosti težje to spremeniti, kot pa drugim. Verjamem. Ne zaradi tega je tudi to faktor, kako dolgo na tak način deluješ, ampak bolj zaradi tega, da nimaš fizikalnih pogojev v telesu, ki bi ti omogočili, da bi te bilo to enostavno. Torej nekateri imajo večjo težnjo, potem druge pa pač sigurno. Bistveno manjšo, zanimivo. Ker lahko bi hiter povezal s tem, nekdo pa je živel, ne vem, kao pomanjkanju ali pa... Pa mislim, da ni nujno to zdaj sam psihološko, to, ko ste ti rekel, ne? Veš, ko pa lahko bi pa dal kontra, da tudi, ker je pač živel v pomanjkanju, da je še vedno navajen pač jest manj, ne? Da ne zdaj... Ni nujno, ker veš, ti lahko pol skozi hrepeniš po tem, da si več razen, če pol to tulk face sprejmeš, pa kako se to reče, poenotiš se s tem mišljenjem, da pač, ali pa da spoznaš mogoče, da ti je v redu tudi z manj, ne? Se najverjetneje se v obe smeri lahko razvije. Sigurno je. No, mislil sem dodati še, da druga stvar, ko si rekel, kako zdaj to, ko smo o tej zgodbi govorila, kako biti bolj prisoten v trenutku. Je pa pač to, kar se te akcije tiče, da pa se mi zdi, da mi tudi pač to ustvarjanje tega podcasta pri tem ful pomaga, da se skušam čim bolj premakniti od konzumiranja k ustvarjanju. Se pravi, da nisem na tej strani telefona, ko pač konzumiram vsebine, ampak sem tisti, ko jih ustvarja. Fajn, ja. To je super. In se tudi, ko nekaj taga delaš, opažam, pač ful boljš se boš počutil, če boš 2 ure editu neke reele, pa raziskoval nekaj za nek projekt, ko pa če boš 2 ure gledal. Ampak to je težko. Je težko drugače. Samo pa rewarding, pa v bistvu, kar se počuta tiče. Kaj pa nasplošno? Je pa ekstremno težko zato, ker je dost bolj hitra pa lažje pridobljena nagrada pri gledanju, kot pa pri ustvarjanju. Ti smaš pa odlašati stvari, ki so ti fajne, da ti je pol boljš dolgoročno gledano, sploh, ne, itak. Kaj pa nasplošno tako, da si bolj prisoten v momentu, da si samo omenil, zdaj si omenil recimo za hrano, pa omenil si za konzumiranje vsebin, ali pa kaj pa recimo kako pisanje dnevnika, to je bilo pač o tem je trenutno veliko govor. To sem delal nekaj časa, pa se nekako mi ne primil. Bolj mi služi kakšna bolj hvaležnostna praksa. Kaj to pomeni? Da, ne vem, napišeš vsak dan 3 stvari, ko si zanje hvaležen. Sam, ne vem, če mi to zdaj glih pomaga biti v trenutku, ampak biti v trenutku verjetno prakticiram zdaj bolj, ko sem pač z ljudmi, pa v pogovorih. Da probaš biti bolj prisotno v bistvu. Ja, ker se mi zdi, da sem lahko zelo v določenih družbenih okoljih neprisoten. Verjamem, ja, mislim, vem. Ja. Same, mislim, jaz tudi. Mislim, sem še vprašati, kakva je bila dobra praksa, recimo, če jih pišeš zdaj te, zakaj si hvaležen. Recimo isto pomaga, če ti rečeš, ne vem, prej smo bila rehrano, recimo pa zdaj si lahko rečem, ne vem, sem hvaležen, da si lahko privoščem tako obrok, ko sem ga imel, naprimer, ne? Recimo, ne vem, sem hvaležen, da lahko jem vsak dan, ali pa recimo, sem hvaležen, da sem lahko danes pojedel tole sveže, ne vem, Whole Foods obrok varianta. A je pol dovolj dobro, če ti recimo vsak dan isto to poveš? Ali kaj moraš delati za recimo, da je to uspešen? Jaz sem se trudil, da ni bilo enako, no. Da sem vsak dan nekaj drugega napisal. Pol je challenge, kada vsak dan napišeš novo stvar in kada v bistvu ti ugotavljaš, da je veliko stvari, za katere si lahko hvaležen. Ali kaj recimo? Ker se mi zdi, da smo ljudje dostikrat tako, da vzameš na katerikoli stopnički si boš vzel stvari za samoumevne. Ne? Ja, Tony Robbins, to je nek tak self-help guru, je imel ta sistem, da ko ti napišeš 3 stvari, za katere si hvaležen, da si je bolj tak strukturiral, da mora ena od teh stvari biti izjemno preprosta,
se pravi, ne vem, da si hvaležen, da imaš nogavice, naprimer. Aha, že to dovolj v bistvu. Ja. Okay. Pol, da je ena stvar, se ne bom se zdaj natančno spomnil, ampak vem, da je na 3 različne dal. Ena je mogoče bila, da si hvaležen za določeno osebo. Okay. Pa mogoče ena je bila pa, da je bolj široko, ne vem, da si, da bolj mogoče filozofsko razmišljanje, ne vem, da si hvaležen, da nisi odrasel v ful disfunkcionalni družini. To sem zdaj ful expandal, ampak nekaj takega. Razumem, ja. Se pravi, da neke različne sfere dosežeš. Imaš pa drug pristop, ful zanimivo mi je bilo to, je pa, bomo polinkala dr. Huberman, tudi o hvaležnostnih praksah eno epizodo naredil, pa se je malo bolj poglobil v znanstveno literaturo. In on je pa prišel do tega, da dejansko se ti sistemi v možganih, ki pač dajejo pozitivne učinke od teh hvaležnostnih praks, da se bolj aktivirajo, ne ko razmišljaš ali pa pišeš o tem, zakaj si ti hvaležen, ampak ko pomisliš ali pa zapišeš trenutke, ko je nekdo drug tebi za nekaj bil hvaležen. Okay. In jaz se tukaj recimo spomnim primera iz osnovne šole, ki ga pač mislim, ima ful posebno mesto v mojem srcu. Top. Okay. Mislim tak, ne vem, nek trenutek, na katerega sem ponosen, ja. Ko smo imeli, mislim, 6., 7. razred, nekaj takega, in smo imeli predstavitve pri angleščini. In meni je angleščina zmeri ful fajn šla in sem v to vložil ful malo časa, pa sem vseeno pač imel skozi petke. In smo imeli predstavitve, ne vem točno o čem, ne vem, če ne o nekih poklicih. Okay. In sem jaz z relativno malo truda, pa ne vem kako predstavitvijo, sem pač dobil petko. Za mano je bil pa sošolc na vrsti, ki se je ful potrudil, pa ful lep, ni bilo na PowerPointe, mislim, da smo imeli plakate. Če se kdo iz Gen Z-a slučajno tega spomne. Kaka potrata. In je bila fora, da on se je res ful potrudil. Še mislim, da mu je mama ful pomagala. Ni mu šla zdaj ful naravno angleščina, ampak pač šlo mu je dobro. Ampak point je bil, da on je dobil 4. Mislim, da boš rekel, da je dobil 3 ali pa... Ne, 4 je dobil. Ja. Ampak je res vložil. In jaz sem rekel, pa sem pa jaz pač to učiteljico pač pozval, da se mi zdi, da je imel on boljšo predstavitev kot jaz, pa da se je bolj potrudil kot jaz in da si je zaslužil 5, a ne. In je rekla, ja, a pač po tej logiki pol tebi damo 4, pa sem rekel pač, mislim, da bi bilo to najbolj fair, ampak on si zasluži 5, a ne. In pol na koncu je pač obema dala 5. In on je bil ful vesel. Win-win. Ja, pa mi je to en tak lep trenutek. Mislim, že zdaj se ful dobro počutim, ko sem o tem govoril, tako da zgleda je nekaj na tem, ko se spomneš trenutka, ko je nekdo tebi bil za nekaj hvaležen. Zato, ker si nekaj dobrega pač naredil, a ne. A bi lahko tega postal addicted? Misliš, da bi bilo to fajn? Mislim, da noben addiction ni fajn. Ja, ok, I guess. Vse lahko vodi to v neko nezdravo... Mislim, da je težko. Razen, če si res, ko si zanj govoril o dajalcih, da si pač dajalec. Ne, ker to si, mislim, to je pa res en tak skrajni primer ugajanja ljudem in pač delati za njihovo hvaležnost in tudi pa malo ful izčrpa na koncu. Ali pa je postane zelo patološko. Možno. Sorry, to je zdaj bil čest tak, pač zanimiv sem, jaz sem zdaj to s namenom. Ok. Kaj pa načeloma zdaj, kaj pa še kakšna druga taka stvar v vsak danu? Jaz te zdaj bolj sprašujem po praksah in za nasveta. Zaenkrat nekih drugih ful praktičnih stvari nimam, sam zato, ker je to relativno nova sprememba v mojem življenju, ki jo pač skušam uvajati. Pa se zdi, da si drugač zelo neprisoten. Ali pa bil, no? Ne vem,
Pač težka je ta samoocenitev, ampak bi rekel, da je definitivno preveč. Preveč ko? Neprisotno. Aha, preveč neprisotno. Ja. Zanimivo. Ne, v bistvu, meni se zdi, da je to tako v trenutnem digitalnem svetu to problem vseh. Ja. Ker smo vsi ful neprisotni, ker pač si na telefonu, pa se ukvarjaš z nekimi x stvarmi, medtem ko imaš okrog sebe mogoče ljudi, ko bi bilo boljš, da bi njim dal svoj čas. Ampak recimo moja punca se zna ful boljš. Kaj distancirati? Pa živeti v trenutku, ko pa jaz. Daš primer? Že sam neke zajebanci ali pa to, ko smo se pogovarjala, da ti je težko si dati priložnost, da boš šel narediti nekaj zabavnega sam. Ali pa gledati neko serijo, ali pa nekaj zato, ker se ti zdi, da nisi dovolj produktiven. Aha. To bi jaz rekel, da je malo druga smer, da ni zdaj to, da jaz pa mislim, da je ful povezano. Mislim, jaz bi rekel, da je povezano, ampak zdaj to je drug problem, ki ga imaš, da hočeš biti skozi produktiven v primerjavi s tem, da samo nisi dovolj prisoten. Ker ti lahko si neproduktiven totalno, pa ti je čisto vsem zato, pa si vsem za neprisoten. Ja, lahko. To mislim, ne? Ampak je pa to del tega lahko, to oblika neprisotnosti, da hočeš biti konstantno produktiven. Ne? Tako je. Ja, itak je. Mislim, zaradi tega posledično si neprisoten. Medtem, ko lahko glih obratno, da si neprisoten, pa zaradi tega neproduktiven. Ja. Veš, to mislim, to se mi zdi razlika. Jaz bi rekel, da sem sigurn, pač trudim se biti bolj prisoten, sem imel pa zelo dolgo obdobje, ko nisem bil prisoten, mislim, tako se mi zdi res zelo malo, pa skozi sem imel, ne vem, imel sem tako eno obdobje, tako po moje par let, predvsem, ko se mi je veliko dogajalo, ko sem imel pač in redno službo in neke zraven stvari, ko sem jih urejal in igral sem ful veliko. Pa sem pa še hotel nekaj na sebi delati, pa tako, ampak je bilo res tako, da sem pa v bistvu drvel od enega dogodka do drugega, pa ko sem bil pri nekem specifičnem, dajmo reči spet dogodku, sem že bil z glavo pri naslednjem. Kak bo, pa da ko pridem do tja, bo pa se ti zgodil, pa kam on zdaj za takrat narediti, pa veš, sploh ni bilo tega, da zdaj, ne vem, recimo, ful velikrat sem pol študiral za nazaj, da sem bil pač na Špilu, kjer je bilo ful fajn, bilo vse super, ampak sploh nisem recimo imel, nisem zavesto tega. Sem se ful bolj ukvarjal. Ok, bilo je tudi to je eden razlog za to, ker sem je skozi modil, ker sem pač, recimo, če sem imel sred tedna koncert, sem pa naslednji dan imel Špila, Špil sem imel službo, oziroma sem vedel, da moram ostati in sem se zdaj ful s tem ukvarjal. Kao vse moram ziti, pa kak da ne bom propadal, kar se zdrave tiče, kar se mi je pol meseca zgodil parkrat. Čeprav sem ful k temu strmel, recimo. In sem se pol pač začel malo bolj ukvarjati s tem, pa naredil itak par svojemu življenju, pa tudi zdaj probam se recimo ustaviti, pa how not to over, ne vem. Pač tukaj je tudi ta del, da ti pol preveč planiraš v bistvu lahko zaradi tega, ne, ker se pač hočeš temu izogniti, pa si čim bolj zoptimizirati, pozabiš pa, da recimo ne rabiš toliko fejst strmeti za naprej, pa pač da lahko se bolj ukvarjaš z momentom, ker ni zdaj take razlike bistvene, če sploh je, ne. In se pa recimo, ne vem, tudi zdaj, da probam samega sebe distancirati od tega, kaj me čaka, pa da probaš res, tako sem rekel, uživati v neki sedanjosti. To mi je recimo, no, tako sem zdaj omenil primer, recimo, ko grem na nek nastop, naprimer, da res probam gledati to, da mi je to ful fajn in mi je to ponavadi highlight dneva tistih par ur, ko recimo igram, je to res fajn, da se pač probam biti v tistem trenutku res. Pač, ker pač itak lahko, pa ker pa če hočeš, se mi da. Pa se mi zdi, da ta proces ti povzroča malo frustracije, ampak je na koncu pač nagrajujoča, veš, kaj mislim. Ja. Samo zato, ker je odmik od tistega, kar si trenutno, je pač malo frustrating. Ja. Da je neka tenzija. Se mi zdi, da za tiste osebe, ki so taki, ko smo midva, pač tak tip človeka, pa te težave, o katerih zdaj govorimo. I'm born in the wrong generation. Da je ful pomembna, pa vam pač lahko ful odpre oči poved, ko je meni tudi dala ful zamisliti. Ja. Da je tudi to, da delaš na sebi,
lahko oblika odlašanja, da ne delaš na sebe. Ja, zdaj sem pričakoval to. Ja, itak, ja. Mislim, jaz sem izdelal ful pomemben. Sam je pa spet taka tanka meja med tem, da recimo nič ne planiraš, pa živiš v trenutku. Kaj mislim? Kak je zdaj ravno pravšen nivo, ne, tega? Ja, to je, mislim, da ta the secret to life, da to ravno težje iščeš. Ker recimo, imaš recimo pol to, če si kdaj videl na Instagramu, imaš te poste, kao da moraš zdaj, recimo, itak je nek video nekoga nekje na dopustu, ne? Pa zraven piše na to fora, da je ta služba, kjer si recimo zdaj, narobe sem rekel, da v tej službi, kjer si zdaj, si takoj zamenljiv in če recimo jutro umreš, se ne bojo nič kaj veliko sekirali, pa naslednji teden boš nekdo namesto tebe delal. In pol, če zdaj ti tako razmišljaš čist sam v tej smeri, pol itak vse skupaj izgubi, pol najbolj, da si, veš, da si hipi ali kaj, ne vem, mislim, to sem zdaj narobe rekel, ker ne vem točno, kaj bi naj zdaj hipi delal, ampak najbolj, da si pol homeless person, čist spremeniš mindset in se sploh ne ukvarjaš z družbo v bistvu, ne? Ali pa kva boš zdaj ti sploh narediš preživel, ali pa recimo koliko časa boš zdaj ti za neki delo, pa da boš lahko si pa nekaj prevoščal, ne? Kakaj je zdaj ta meja. Ali boš zdaj sploh delo za to, ali pač v bistvu vse skupaj brez veze, ker itak boš itak dleko, ne vem, 90 let načeloma tak ne boš živel in tak nima smisla. Ja. In čez 100 let nobeden ne bo vedel, da si sploh ti obstajal, tako da najbolj, da pustiš v bistvu vse skupaj, pa se preseliš nekam, ali pa, veš, ne, to je tak iz ene skrajnosti v drugo, če zdaj daš nekomu to zagledati, ko pač verjamem, da ne želi trenutno delati tam, kjer dela, in je pač sam to, da se čim prej odkloj, pa da najreč bi kar pustal, veš, vse skupaj, ne. Pa mislim, da ni tak, mislim, vem, da ni tak simpel. Ja, ni. Je pa tudi drug aspekt tega, ko recimo razlagam komu... It's simple, but not easy. Ja, tako, ja, v bistvu, ko komu razlagam, kar se je meni zgodil, pa da imam recimo težavo včasih s tem, da hočem čim prej domov, čeprav ne bom mogel zaspati, pa verjamem, da ne razume, zato ker ni imel podobne izkušnje, pa ni na istem mestu, ko sem jaz del, pa tam, ko sem bil, recimo. Pač za tisto, kar se meni zgodi, to jaz ne pravim, da zdaj se meni ne vem, kaj zgodi, sploh ne, veš, nič kaj takega. Samo v bistvu moj način doživljanja situacije in kako zdaj delati na tem, da si bolj present. Kaj meni se bo še vseeno modil domov, če hočeš, čeprav tudi ne bom šel zelo takoj spat. Ja. Ali pa, druga stvar je pa to, da recimo, zdaj se mi včasih tudi ne da razlagati, ampak pač, da ti pač ni nekje za biti in mi je mogoče boljš biti doma ali pa nekje pa delati neke druge stvari, ko pa čakati nekje za nekaj. Mislim, da tako veš, o čem govorim. Ja, ampak tudi pač res nisi na svetu za to, da uresničuješ pričakovanja drugih. Ja, to je tako, ja. Mislim, do neke meje jih moraš v bistvu, ne? Če je to nek nadrejeni. Ali pa če je zdaj to neka poslovna stvar, službena stvar, ne? Do neke mire moraš, pol je pa pač tvoja odločitev, pa še vsem zdaj se pol dvakrat vprašaš, zakaj je zdaj to dobro, pa koliko je to smiselno. Ja. Ker tudi mislim, da nismo vsi za vse. Ja. Mislim, v vsakem primeru nismo, to je zdaj bilo tako, da nam koga užala. Ja. Ampak v tej smeri. Ne vem, jaz pol probam recimo, veš, kaj sem še mislil vprašati? A se ukvarjaš s tem, da si bolj present, da si bolj prisoten v momentu, tudi ko delaš stvari, ki ti niso fajne, ker to se mi zdi, da je posebej težko, ker vsi čakamo na tisto fajno stvar, ko se ti bo zgodila in takrat si pa ti pa lahko hvaležen. Ampak, veš, recimo zelo dober mindset je mogoče to, ko moraš narediti neko stvar, ko ti mogoče ni tako ljuba, ali pa če delaš trenutno v službi, ki ti ni všeč, da ni tvoj mentality zjutraj, ko vstaneš, da ni tvoje mišljenje, ko vstaneš, pa prav bolj po slovensko. Ne, spet moram, če hočeš v službo, ampak je boljš, če pogledaš na stvar, ful dobro, spet sem se lahko vstal, toliko sem zdrav, da lahko stojim na nogah in bom lahko šel v službo, da bom lahko zdaj tole naredil in si jim lahko recimo to prevoščal. Nočem zdaj nestrinjanja izraziti, ker ni glih nestrinjanja. Se mogoče sem tudi slabo. Instinktivno sem prvo pomislil na to, da bi mi bilo
lažje biti bolj v trenutku pri stvarih, ki mi niso všeč. A res, že sam zaradi frustracije, ki jo doživljaš, ko moraš to delati. A ti govoriš jaz mislim tudi, da si hvaležen za to, veš, da si tudi prisoten in zdaj si ti kako fajn, da sem zdaj tukaj in zdaj se bom jaz trudil, da sem čim bolj prisoten. Ja, to je pa ziher. Veš, to mislim. Jaz verjamem, da kot je zafrustriran, da si zdaj moram biti tle. Ja. Ampak to mislim, da si zdaj ti, da... Se pravi, bolj se na hvaležnost tukaj... Hvaležnost v povezanostjo zdaj za tem, da si prisoten. Da si v bistvu hvaležen, da si prisoten, da sem pa skupaj. Mislim, vse je perspektiva, ne? Ja. Moraš dojeti, da to je ful dober stavek. Večina ljudi misli, da je svet spremenljiv, oni so pa fiksni. Ampak ugotoviti moraš, da v bistvu si ti spremenljiv, pa svet fiksen. Se pravi, spremenljiv je tvoj odnos do sveta. Kako si boš ti interpretiral stvari. In je to pač lahko kot neko orodje, ki ti bo ful pomagalo, da bo tvoja pač interpretacija pomembnejša od tega, ko pa da ti skušaš spremeniti situacijo. Pač spremeni svoj odnos do nje, ne pa situacije same, ker je to ful lažje. Sploh če ne moreš. Ja. Takrat je to res no-brainer, ne? Pol je boljš, da se sploh ne ukvarjaš z njo, po mojem, če ne moreš. Ja, itak. To je pa ta stoicizem, ne? Da na kar nimaš vpliva, s tem se ne ukvarjati. Ja, razumem, ja. Je pa zanimivo ta pogled, oziroma ko razmišljaš o meji, ko si pač zadovoljen s tem, kar imaš, pa na drugi strani to, da delaš, da boš imel boljš. Ne. Zdaj ti lahko razmišljaš, takle že odskos in pač takle je in whatever in zakaj bi se zdaj smatral, po drugi strani pač pa lahko jih obratno gledaš na to, pa delaš na nek način. Saj bil priti, če ti trenutno ni pomemben. Da je pa kakaj je meja, ne? To je pa pač to, ko si ti prej že rekel, da je to win, če ugotoviš v življenju, kakšen je ta, da je ravno pravo razmerja, ne? Ta ravnotežje med tema dvema. Tako. Dobro, smo našla ravnotežje danes. Našla smo ravnotežje med dolžino našla smo vesoljce, vsebino. Našla smo... Gmajno smo našla. Gmajno, ja. Ravnotežje smo našla, zorba smo našla, fajn smo se imela. Upamo, da bi tudi. Tako. Florian, želim ti, da čim več želiš v trenutku in tudi našim poslušalcem in tudi sebi. Hvala meni, hvala tudi vam. Hvala tudi našim sponzorjem. Sponzorji današnjega podcasta so bili... Ocvirki. Ne, tvoj najemodajalec, ko je tule vrta. On je poskrbel za glasbeno spremljavo. Če imate preveč gnarja, prosim, pišite nama, da vaju sponzoriramo. Hvala. Se imam pa zmenila. Ne, ti si rekel, če imate preveč gnarja, pišite. Nama, da vaju sponzoriramo. Zato, da bojo plačali, da ju sponzoriramo. Nama, da vaju sponzoriramo, sem se pač temu stavku zdaj čisto začudil. Sporočite nama, da naj jo sponzorirate. Ja, čudna sopota, gospodova. In tako ne ostane. Hvala. Okay. Adio, se vidimo v sredo. Oh my god, si v redu. Upam, da je to posnet. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bojo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Vsa gesla.